Moj svet je bela cesta, polje in gozd, skriti lazi in dremotni gaji. Kadar je stopil v gozd, mu je bilo sladko in milo, kakor da je stopil v toplo jezbo svojega pravega doma. Najlepša podoba mladih sanj. Je ob jasnih dneh z vrha Svete Trojice opazoval cvet Ljubljane. Poglej, tam je, kraj mnogoterih možnosti. Svoboda! 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 Na predvečer moje selitve v Ljubljano je stopila mati čez prag in mi pogledala v lice. Ljubljanska bajka je bila nenadoma resnica. Daljna misel je bila utelešena in ni bila več lepa. Vse je bilo neprijazno, glasno in tuje. Še hiše so bile take, da bi človek le s strahom stopil v vežo. V tistem samem pogledu sem spoznal njo, ves svoj dom in svoje življenje od rojstva. V gozd moram! Dijaški dom Ivana Cankarja ni samo najstarejša, ampak je tudi največja tovrstna ustanova v Sloveniji. V letošnjem šolskem letu je vpisanih 564 dijakov, pa 60 študentov. Dijaki bivajo v dveh stavbah, v stavbi A, to je to naša najstarejša stavba, Marjanišče, tam jih je okrog 150, ostali so v tej stavbi, stavba B pravimo, študentje pa v stavbi C. Zdaj, dijaki prihajajo prav iz vseh koncev Slovenije in tukaj v Ljubljani obiskujejo kar 26 različnih šol, največ teh iz okolice, srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, pa konzervatorija za glasbo, pa srednje šole za oblikovanje in fotografijo, iz drugih strokovnih šol, gimnazij, skratka, tako zelo raznoliko. Zaposlenih je 53, od tega je 23 pedagoških delavcev, ostalo je pa tehnično osebje in vsi tisti, ki prav tako pomembno prispevajo k temu, da življenje v domu teče tako, kot mora. To so seveda naše kuharice, pa uprava, računovodstvo, tajnica, hišnika vsekakor, perica, čistilke, vratarji in tako naprej. Ja, rekla bi, da smo res velika in tudi zelo raznolika skupina, družina. In če si takole zamisliš skozi zgodovino, da je vsem tem obdobju obstoja dijaškega doma bilo tukaj več kot 40 generacij mladih, in vsako leto 600 in več. Če to nekako pomnožiš, prideš res do velike številke, nepredstavljive. In čisto vsak, ki je kdajkoli tukaj živel ali pa delal, je eno svoje sled pustil tukaj.
Mesto me je pogoltnilo v svojo črno brezmejnost. Sam sebi sem bil tuj in grd, kakor da sem bil še kožo in misli in srce preoblekal. Na dušo mi je takrat legla žalost, široka in tiha, kakor to ravno polje. Hodil je od izbe do izbe, od postaje do postaje, a mu nobena ni bila dom. Mater in obraz so zamenjali neprijazni pogledi gospodinji. Tuje roke so mu rezale kruh. Pričakoval je veliko bolj odkrite, zanimive, odprtomiselne ljudi. Pričakovanja te vedno pokopljajo. Pasti lepega mesta. V bogatih kočijah se vozijo baroni, tatje, bankirji. Mimo mladih kostanjev skozi jasni večer, ob nas siromakov špaliri. Poznam te obraze, te tihe oči, lokave, mežikajoče. Tatuki na čelu zapisanim je, izbrisati ni mogoče. V glasi rokavicah se skrivajo tatinski dolgi prsti. Da, kradli so in prešestvali in ubijali, vse po vrsti. In kaj je napravil pravični Bog? Nasuj jim je bogatstva, blaga in časti in odel jih je povrh. Še z glorijo veličanstva. Tako se vozijo tatje. In hudo mi je siromaku. Ves struden in lačen in ves bolan. Se spotikam na lastnem koraku. Prednost dijaškega doma Indica, v katerem biva 600 dijakov, 100 študentov, je tem, da predstavlja eno skupnost, se pravi merljivo skupnost, v kateri je možno vplivati, spreminjati in ozaveščati ljudi o pomembnosti sodelovanja in tisto, kar je v današnjem času bistveno, se pravi, da je neko močno podporno učno okolje, v katerem mladi lahko, se pravi, pridobivajo, kot je danes v tej terminologiji se večkrat uporablja, veščine, spretnosti, kompetence za, se pravi, življenjsko šolo, recimo neko vrsto neformalnega izobraževanja, ki šola ne omogoča, in recimo to na način, se pravi, da predvsem to prispeva k njihovi osebni rasti in tudi recimo socialni, družbeni rasti in neki odgovornosti. Tisto, kar je bistveno, se pravi, da je, kot imamo slogan Audicije svet, se pravi, da je možnost, recimo, se pravi, da se sprememba, da začnemo stvari spreminjati pri sebi in skozi to skupnost, recimo, vplivamo na vse ostale procese in pozneje, kar je bistveno, tudi te novo pridobljena znanja uporabljajo za svoje bodoče profesionalno življenje, kakor tudi, da jih prenašajo v svoja matična okolja, kamor se vračajo.
Ja, jubilejno leto je vedno lepa priložnost, da se predstaviš, da predstavimo Dic, njegovo poslanstvo, vse to, kar smo skupaj ustvarjali, dijaki, pedagoški in ostali delavci. Želimo letos predstaviti, kaj smo skupaj ustvarjali zadnjih 20 let. To se pravi od leta 1997, ko je naš dijaški dom praznoval 50-letnico in 115-letnico Marjanišča, pa do danes. Ko smo leta 1997 praznovali 50-letnico, smo predvsem želeli se pokloniti zgodovini pa dolgi tradiciji Dica, kajti Dic ni samo ena izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov, ampak je veliko več kot to. Skozi vso obdobje je bila dejavnost doma zelo tesno povezana s kulturnim življenjem, tako Ljubljane, pa tudi Slovenije. Naši najvidnejši književniki, glasbeniki, likovniki, filmski, drugi ustvarjalci so že začeli svojo ustvarjalno pot prav tukaj v Dicu. Ampak več kot ta zveneča imena nas je ob praznovanju 50-letnice nekako spodbudilo eno dejstvo, da ne glede na to, v katerem obdobju so mladi tukaj bivali, ne glede na družbeno-politični sistem, vojne so bile vmes, ne glede na princip vzgoje, ki se je tukaj spreminjal tekom zgodovine, vedno so mladi tukaj najdli eno varnost in možnost, da so nadaljevali šolanje in še več kot to. Tukaj so našli vedno prostor tudi za neko lastno izražanje, ustvarjanje, svobodomiselnost teh ustvarjalcev. In prav to dejstvo, da je prav ustvarjalnost in svobodomiselnost v bistvu gonilna sila razvoja, je tudi nas takrat nam dalo sporočilo, da je treba s tem nadaljevati. Tle smo našli svojo vizijo, svoj pogled naprej. K vragu vse teorije. Moje oči niso mrtev aparat. Moje oči so pokoren organ moje duše. Moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva. Zunaj je zima in noč, ali v moji sobi plava mehki pomladni vonj. Moji modeli so oživeli, dahnil sem vanje svoje misli, svoje sanje, svoje življenje. Jubileji so zmeraj neka priložnost, da se osvetli in ovrednoti nek čas, se pravi v odnosu do preteklosti in predvsem neki prerez, kar je tudi koncept našega praznovanja letos, da vidimo, kaj Dic trenutno je. Se pravi tisto, kar je, in mislim, da je glavna kvaliteta Dica je ravno v tem, da zmeraj v svoji zgodovini odgovarja izzivom časa.
In ravno ta stvar pomeni, da nekako na podlagi nekih izkušenj, se pravi neke tradicije, žive tradicije, recimo zmeraj je odgovarja izzivom časa in s tem tudi recimo je to tudi že del prihodnosti. Ne? Se pravi, da mladi, ki prihajajo v Dic in to lahko primerjamo z neko reko, ne? Se pravi Heraklitovsko, da Dic je sicer na zunaj zmeraj isti, dejansko pa potem, da prihajajo novi ljudje, je zmeraj drugačen, zmeraj je v sozvočju z časom in prihodnostjo. Slogan Dic je svet, ne, je nekako povezal in omogočil prepoznavo prostora Dic kot skupnosti, v kateri recimo ljudje bivajo in sobivajo, in v tem smislu smo tudi številne projekte, recimo kot so projekti z področja ekologije, ekošola, zdrava šola in predvsem projekti, ki so povezani z proučevanjem medijev, scenskimi in vizualnimi umetnostmi, povezali v enovit projekt, recimo platformo Biti.
Ja, za razliko recimo od šolskih ustanov je to, kar je značilno za dijaški dom, to, da pedagogi in tudi ostali zaposleni z dijaki skupaj sobivamo. Ne? Mi smo vpeti v skupno življenje. Smo kot ena velika družina in tudi mi, pedagogi in ostali, prevzamemo en delček vloge staršev. In ravno to nam tudi omogoča, da smo lahko z mladimi neposredno v stiku. Da jih poznamo, kako živijo, kako reagirajo, kakšne cilje imajo, kako rešujejo svoje probleme. Vse to vidiš vsak dan, ob vsakih preprostih življenjskih zadevah, kot so hranjenje, iti spat, se sporazumevati v sobi, kjer živijo skupaj kot trije. In prav to je res ena taka posebnost, ki nam omogoča, da se jim približamo. Ne? Seveda se je življenje v Dicu, če jo spet zgodovino primerjamo, spreminjalo na bolje, pogoji so boljši. In tudi vzgojitelj ni več nek paznik ali karkoli, ampak predvsem mentor, nekdo, ki dijakom, ko jih sledi, da jim skuša po najboljših močeh spodbujati, pomagati, usmerjati, stati ob strani. Ne? Dijaki, ki bivajo v dijaških domovih, ne samo v našem Dicu, zanimivo, dosegajo boljši učni uspeh kot tisti, ki se vozijo ali pa bivajo doma. To, kar veliko ali pa vse že pove. Pa še nekaj je, kar se mi zdi vredno in je danes vredno pravzaprav še več kot v preteklosti, da sploh v tej sodobni informacijski družbi, ko mladi iščejo komunikacijske kanale, ki je drugje, na Facebooku, ko živijo v nekem virtualnem, morda že svetu, da je dijaški dom eno okolje, socialna sredina, kjer moraš v živo komunicirati. In dejansko dijaki, ki bivajo v domu, dobijo prav te tudi socialne veščine. Dijaki, ki živijo v dijaškem domu, se morajo naučiti samostojnosti, odgovornosti, to, kar je zelo tudi pomembno, sprejemati različnost, upoštevati različnost, sodelovati moraš. Brez tega ne gre. Če živiš v domu, preprosto moraš te vrednote živeti. In to velja ne samo za dijake, to velja tudi za nas, pedagoge in ostale delavce, kajti zavedamo se, da vzgajamo lahko samo s svojim zgledom. S tem, da so naša ravnanja skladna s temi vrednotami. Tu se ne da blefirati. Ne v areni literature, v areni življenja sem stal. Njemu, vesoljnemu, sem napovedal boj. Umetnost je življenje. Umetnost je svoboda. Kakor se razvija čas, tako se razvija umetnik. Zmerom sem bil prepričan, da je edini poklic umetnika kritika in boj. Umetnost je iskanje lepote. Vsako srce jo išče drugje in drugače. Treba jo je gledati z očesom, ne z jezikom. Človek, ki zapre oči, je slepec.
Umetnik, ki se prilagodi, ni več umetnik.